Dober dan, na preddan praznika dela. Danes v naravi, tako da če zraven slišite kakšne zvoke nemira, žvergotanja ptičkov, vse to je narava, vse to je del procesa, vse to je naravno. Tako da zvok bo naraven, kolikor se le da. Včeraj smo bili z družbo na pijači z nekdanjimi igralci ŠDK-ja, Kosta, Dominik, Seat, lepo zdrav še od tukaj. Evo, in Seat mi je dal eno tako zanimivo istočnico, okoli katere se bo danes vrtel moj podcast. Ne. Verjamem, da spremljate zdajle serijo med Partizanom in Real Madridom, oziroma Real Madridom in Partizanom. Ne, danes ne bom toliko o NBA, zato ker je tako opevana serija to zasluženo. Ne samo zaradi tega zadnjega pretepa, ampak nasploh košarke, ki je odlična. Jaz mislim, da je odlična, predvsem Partizan mislim, da je zelo presenetil zasedbo Reala in pa taktično mojster evropske košarke Obradović, ki je svojo ekipo odlično pripravil na tale dvoboj, ki praktično odloča o tem, katera ekipa se bo stila na Final Four v Kaunas. Ne. V vsakem primeru, kaj je rekel Seat včeraj? Da ni čudno, da je Luka Dončić tako živčen, če pa prihaja iz moštva Real Madrid. Ne. Zdaj, da nisem komu na živec stopil, ne, ampak se strinjam z njegovimi besedami. Če ste gledali zadnje srečanje v Madridu, preden se je zgodil incident, ne, ki je bil povod neke živčnosti Real Madrida, pa se so dejansko celo tekmo so to besedno pizdarili na vsako nepiskano zadevo, oziroma piskano, kakor si boste vzeli. Igralci Real Madrida so bili živčni od prvega do zadnjega. Nobena sodniška odločitev jim ni bila zaželena, jim ni hotela iti na roko, mogoče kakšna upravičeno, vse ne rečem, ampak dejansko je malo spominjalo na Luko Dončića in njegovo neodobravanje nad sodniško trojko. Kakorkoli delilci pravice so na koncu odločili, da se bo tekma prekinila z takšnim rezultatom, kot je nazadnje bil. Ne nazadnje mislim, da je bilo 21 igralcev izključenih. Saj verjamem, da ste videli, kaj se je dogajalo. Od samega Ljula, ki je naredil grob prekršek nad Panterjem, do skoraj Ipona Jabuseleja nad Exumom. In kakšen je epilog? Ja, marsikdo je kaznovan, marsikdo ne bo smel igrati naslednjega srečanja. Zdajle pod črto, izprovociran Panter, se pravi poteza Ljula je izprovocirala Panterja, kar je potem se nadaljevalo v dodatne dogajanja na parketu, ne, ki so skoraj že ličilo na nek pretep, ne. Ki to sicer ni bil, ampak enostavno. Meni, po mojem mnenju, je Partizan odnesel konkretneje slabše od Reala. Ne. Bili so izprovocirani in na koncu bojo potegnili slabše. Zakaj? Ja, Kevin Panter je dobil 2 tekmi. Ne. Kaj to pomeni? Se pravi, če se zdaj 2. maja v torek, če se serija konča, Panter ne bo smel igrati polfinala. Najverjetneje proti Barceloni. Halo. Gabriel Dek je izključen eno tekmo, Jabusele 5 tekem izključen, vrne se Tavares Realu, medtem ko Partizan, kot že rečeno, brez Panterja 2 tekmi, Exum poškodovan, ker ga Jabusele nabasal na hrbet, pa še center od Partizana, Lezor, isto izključen za tekmo. Pa dajte, no Euroliga, dajte malo sem. Ljul, glavni akter, ki je povod naredil za vse, odnese brez vsega. Ja, v meni, mislim, v Beogradu bo norišnica. Željko je prosil vse navijače, da se, oziroma takrat še novinarje, da se govori predvsem o košarki. No? Zdaj, to bo malo teže spraviti do vseh navijačev. Po nekem forumu sem zasledil, da v bistvu grobari pripravljajo neke vrste invazijo na igralce Reala oziroma vse iz Reala, ki bodo prišli na tekmo, v smislu, da bodo poiskali hotel, v katerem bodo prebivali in bojo eno tako fajno budnico, malo dlje trajajočo budnico pripravili, da bo noč kar se da nemirna o nekih navijaških pesmih, bakljadah, ognjemetih se govori in
zna biti kar malo pekel, ampak to je neki del vsega skupaj. Zdaj, če bi me vprašali, kakšne ima možnosti Real še sploh v tej seriji proti Partizanu, preden se je zgodil ta incident, bi rekel, da nobenih, čeprav gre za ekipo Madrida, ker enostavno tako dobro so igrali pri Partizanu, da sploh se ne spomnim, kdo je na zadnje v Madridu 2-krat zapored zmagal. Resnično, posebno ne tako pomembne tekme. Tako da, zdaj se mogoče karte malo premešane zaradi vseh teh izključitev, ampak vseeno imamo tu Željka, mojstra vseh zadev, namazanega vsemi žalbanimi, izkušenega, verjamem, da bo to prenesel na svojo ekipo, pa pač koga drugega postavil v spredje. Tukaj je domač teren, peklensko vzdušje in vse, kar pač naredi Partizan, še vseeno morda celo močnejšega tudi v takšni zasedbi okrnjeni proti Madričanom. No. Tako da spremljate vi, mogoče kaj to serijo, kako ste vi videli incident, se ste lahko prenekatere posnetke videli na mojem kanalu, še vedno so, tako da če mogoče komu kaj ušlo, lahko pobrska po mojem kanalu. Ne. Tako da mogoče glede tega, ne. Kaj še se dogaja, končnica NBA se dogaja, tu se malo manj pozorno vse skupaj, v glavnem tisti, ki jih ni skrbelo za nikogar na zahodu, so že izpadli, ne. Memphis, Lakersi so jih nabili dobesedno. Žreb je bil za svetovno prvenstvo, nič posebnega, da bi rekel, no, relativno ok skupina, Zelenortski otoki, Venezuela, Japonska, mi, moramo malo še gledati na tisto skupino, drugo se mi zdi, ko je Nemčija, Avstralija, pa še dva nasprotnika, Gruzija, še pri nas, če nisem omenil, kakorkoli o tem bomo mogoče kdaj drugič. To je bilo posebnega v zadnjem dogajanju, no, da bi pa nekaj drugega izpostavil, niti ne. V glavnem, če tudi vi spremljate Euroligo oziroma dotični ta dvoboj, se lahko spodaj razpišete, pokomentiramo še kakšno več, kakorkoli. Do naslednjič pa vas lepo pozdravljam, tudi danes bil z vami Gregor iz Greg Skorta, upamo pa, da že tudi kakšen dribling počasi pride, ne, ven, ne. Od Petra Vilfana je že dobra 2 tedna, morda se nam pridruži do naslednjič že kdo drug. Bodite blizu, ostanite z nami v družbi Greg Skorta in driblinga. Lep pozdrav!